Zdaj bi mogel pa jaz jeti v živo. Malo bom še preveril, če je to. Namreč, jaz sem 2 ure čakal na okrogli mizi na Filozofski fakulteti, se je organizirala danes 14. aprila na temo Simone de Beauvoir, obletnica smrti je, torej praznujejo smrt, ne pa rojstvo, to je malo zdrsne, nezaveden bi rekel. Kaj pa imam za to gor, da mi tale luč toliko ne fleša tlele gor, ne? Skratka, glede na to, da sem napisal tole knjigo, Prvi spol, ne pozab ženske, ženske ste prvi spol, zakaj že? Ker je mama prvi spol, ne more biti drugač, kot da ste ženske za nas, moške, prvi spol. Seveda se po življenju zdaj mi transparentno petelinimo, kurčimo, da bi očarali to naslednico incestuozno prepovedane mame, to je žensko, in imamo dejanja, ne, in smo poglavarji sveta, ne, cel svet se pa vrti, mi ga poganjamo sicer, ampak vrti se pa okrog bab, ne. Če imamo mi to glavo, nam babe z vratom sukajo to babo, ne. To, kar hoče, ne, moški, pravi moški, ženski izpolnjuje željo, to, kar ona hoče, mi skozi našo željo, ženski to željo z užitkom izpolnjujemo. Zato ste ženske prvi spol. Tamle imam plakat. Zdaj, 20 € je tole, ne, tale knjiga. Zdaj, če bi bila pisana v fontih Simone de Beauvoir, torej tega drugega spola, v 2 zvezkih oziroma knjigah debelih je bila leta 2013 ponovno izdana, bi bilo tole okrog 500-600 strani. Tako je pa 360, malo stisnil vse skupaj, brez slik seveda. Simone de Beauvoir ima pa take 2 knjige. Sem jih ne bral, študiral par let nazaj, 2013. Zato imam Simone de Beauvoir in njeno psihopatologijo oziroma psihopatijo v mezincu. Zato se mi zdi ključno, da se na takih okroglih mizah usliši tudi drugo mnenje. Kdo drug, če ne jaz, ki sem opozicija ne samo Simone de Beauvoir, ampak slovenskemu in svetovnemu feminizmu. Seveda to okroglo debatiranje je bilo enoumno, nobene okrogle mize ni bilo, tam so sam žlubodrale tele feministke, malo podmladka, malo pa stara garda, pa malo tudi te po defaultu političarke, ne, prodekanja je tam nekaj začela politično govoriti, češ v teh časih, ne, COVID, pa enoumna vlada, pa ne vem kaj vse, politično levo je govorila, prodekanja, ženska, ko je že bila, neka Jasna Mažgon, ne, se ponovadi je pa moj soimenjak gej Roman Kuhar, ne, ki je postal dekan samo zato, ker je gej, ker je aktivist LGBT-rovskega gibanja. Ampak zdaj sem pa jaz ujel, kako te feministke na filofaksu razmišljajo. Ena Polona Mesec, doktorantka, ki je tudi diskutirala, bo postala, ali pa je že asistentka na filozofiji, verjetno sami Evi D. Dolar-Bahovec, postala je pa aktivistka za to, da bi bila lahko asistentka, ne, predpogoj, da ti priješ zraven, je levi aktivizem, ne. To je absurdno, ne. To se ne bi smelo zgoditi, ne. Ko sem jaz delal na filofaksu, drugi podiplomski študij, na sociologiji kulture, in ta Eva Bahovec je meni predavala. Jaz sem 3 izpite naredil pri njej z 10. To kar zamolči. Je rekla, da nisem strokovnjak, ko je bilo treba recenzijo napisati. Simone de Beauvoir, te knjigi 2013, pa je pa Mojca Renko, ali Manca Grgič Renko, to je bila zdaj 1-2 let punca od Luke Mesca, pa sta šla pred kratkim na razne. Ona je v enih pogledih, Boštjan Tadelj je pa urednik, je njeno recenzijo objavil.
No, ta Eva D. Bahovec je na enem predavanju raztrgala, ker ni bila zadovoljna. Tadej je pa rekel, če ne bi dal tej manci G-renko, bi pa Vodeb napisal. Ne? A strokovnjak jo mora napisati. Ne? Češ, da je samo ona strokovnjak. Ne? Močnik, moj mentor pri drugem magisteriju, je rekel, da mora biti fakulteta, univerza, mesto izobraževanja, ne pa mesto indoktrinacije z neko kjerokoli ideologijo. Sej teološka fakulteta ob izobraževanju tudi nekje indoktrinira svoje študente z Bogom, z religijo pa tako naprej. Ne? Ampak ena posvečena fakulteta, filozofska fakulteta, pa ne bi smela prati možganov svojim študentom in študentkam z ideologijo, katerokoli ideologija. Feminizm je ena sama ideologija. In naredijo okroglo mizo in potem med tistimi 50-imi, koliko jih je bilo 60 do začetka, se pojavi moje ime, ne? Roman Vodeb. Gotovo, okrogla miza je bila kar zaključena. Ne? Torej, enoumno, in to ni bilo prvič, so imeli predavanje, Eva D. Bahovec, se ne da je predavati, to je govorila, nič povedala. Žlobodrala je, ne? Nič ni povedala. In celo brala je, ne? Ker ne zna prosto govoriti, kot jaz govorim prosto, ampak se imam neke istočnice, ki jih moram povedati. Ne moram prebrati, kdo je bil tam, neka podmladek, Gaja Lukač Čufer, ne? Ta je imela narisana obrve, ne? Tam nek piercing, klitoris takole pri ustih, ne? Zgleda, da je bila heteroseksualna, ker ima 2 priimka, ampak mora biti ranjeno dušo imeti vse, ne? In je ukleščila se v ta feminizem, to je brala tisti svoj referat, tudi o splavu, kar je dan tam prav, ženska mora, po mojem videnju, imeti pravico, ali bo obdržala, ali bo splavila tega otroka. To je ženska pravica. Evo, tukaj sem jaz zdravo razumski in nisem kar slepo desno konzervativen, ampak sem konzervativen zaradi psihoanalize. In potem, recimo, ta Polona Mesec je rekla, da feminizem ne more brez psihoanalize pa Freuda. Vendar se psihoanaliza ne sme spustiti, ko bi rekel, v eter, mimo intervencije feminizma v Freuda, v psihoanalizo. In šele pogojno je psihoanaliza užitna, uporabna, če intervenira feminizem kot ideologija v ta miselni koncept, ki se mu reče psihoanaliza. Mislim, Freud, ne da se v grobu obrača, on ven z groba leze. Kaj te, ne ženske, moškinje, pustimo zdaj lezbike. Čeprav lezbika bi Simone de Beauvoir, ne? Freud z groba leze, kaj te feministke počnejo s psihoanalizo, vključno z Evo D. Bahovec. Ne vem, kaj ta D še tam dela, ne? Ker se mi zdi, da je ločena. Tega dolarja ni več tam, ne? Dolg jo je prenašal. Dolžnost vsakega moškega je, da svoja baba v red sprav, ne? Ta jo ni. Zdaj takole bom rekel. Ne? Na tej okrogli mizi je bila Metka Mancin Čeplak. To je FDV, samo pranje možganov. Ne? Pa omenjena Polona Mesec, to je take nebuloze govorila, da glava peče. Ne? Recimo, ženska se ne rodi, ženska se postane, bi bil pravilen prevod. Ne, ženska postane. Ženska se postane. Ne? Iz brezpolnega bitja se postane ženska. Je res rekla Simone de Beauvoir. Ampak tukaj je hotela sesut Freuda, ker drugi spol je pisan zato, da bi se sesulo Freuda. 10 let po Freudovi smrti, leta 1949 je bila ta knjiga izdana, 2 leti jo je pisala in je napadla Freuda na točke Oedipovega kompleksa in zavidanja penisa. Ne? Zato je Simone de Beauvoir napisala to knjigo, da bi s Freudom obračunala. In take nebuloze, ki Simone de Beauvoir v tej svoji knjigi pisala, sem rekel, zdaj bom pa jaz interveniral v ta feminizem, saj slovenski, ne, s to knjigo, Prvi spol, opozicija Simone de Beauvoir, ker Simone de Beauvoir je take nebuloze pisala v tej svoji knjigi, da je to najbolj mizogina ženska vseh žensk. Torej moškinja, ona ni življenjska sopotnica Žana Pola Sartreja.
A ne se heca Eva D. Bahovec. Ona je bila slučajno tam zraven in sta skupaj potovala, tudi v Jugoslavijo. Bila sta v Beogradu, v domu Mare Alečković Nikolić. Ne? To je mama partizanka. Zaljubljena je bila Cirila Kosmača, našega Slovenca, ne? Ampak poročila je pa Nikolića, slikarja. V tej družini Alečković Nikolić je bila Simone de Beauvoir skupaj s Sartrejem in so jih dali spati v isto spalnico. Simone de Beauvoir ni hotela spati v isti spalnici s Žanom Polom Sartrejem. To je rekla Mila Alečković Nikolić, ki sem jo svoj čas poslušal, konzumiral, zdaj se pa bab zmešal v teh covid časih, ne? Zato sem pa proti njej. Zato tudi javno izpostavil. Simone de Beauvoir je hodila v Jugoslavijo, ker smo imeli socializem. Ona je bila na Kubi s Che Guevaro, zvezdo vagino na čelu, Che Guevaro, slike kazala na tem spletnem predavanju. Enoumno govorila. Tolkla po tej manci Grenko, se ni imena povedala, ne? Povedala je, da je leta 1999 bila prvič prevedena knjiga Prvi spol, korektno odziv, ne? Ta 2013 pa ni bilo to korektno. Je to bilo šele če bi moji teksti prišli v eter. In ker niso, sem napisal pa izdal to knjigo. Zato, ker meni recenzije niso objavili. Jaz sem preštudiral, pol leta sem študiral to knjigo. Tadej je manci Grenko objavil recenzijo. In ta Eva se je pa tla metala, češ da ni dobra. Mislim, preveč naklonjena je ta recenzija Mance Grgić Renko temu drugemu spolu Simone de Beauvoir. Jaz sem bistveno bolj bil in sem še kritičen. Simone de Beauvoir ne samo, da je bila lezbika, ona je bila pedofilka. V teh časih bi bila ona v zaporu in so tudi vrgli iz šole, ker so jo starši tožili, ampak je bila druga zakonodaja takrat v Franciji. Ona je 10 mladenk, pod 20 let, še mladoletih, pripeljala na žurko. 5 jih je Sartre dobil za orgijo, 5 pa ona. In mi to babo, moškinjo, kujemo v zvezde, brez opozicije. Totalitarni, enoumni pristop. Jaz sem študiral Simone de Beauvoir. Ukinili so okroglo mizo, zato da ne bi slučajno kaj grdega povedal, ne? Kritičnega. O tej mizogini moškini. Zdaj takole, po moji percepciji, ker se jaz grem tudi neko klinično prakso, ne? Jaz tudi terapiram, hipnotiziram. Ljudje hodijo k meni, ženske predvsem, ne? In jaz vem, kaj je tesnoba, panični napad, fobija, s hipnozo to vse predrugačim, pozdravim, kakorkoli bi rekel, ampak prihajajo pa tudi meni malo, ko bi rekel, po domač povedan, malo presmuknjene babe tudi hodijo, ne? In imajo diagnozo mejna osebnostna motnja ali pa nedefinirana osebnostna motnja. Ne? Razne osebnostne motnje so borderline po angleško. Ne? Simone de Beauvoir, to je eklatantni primer ranjene duše. Foter od Simone de Beauvoir je rekel, imam 2 hčerke, ena je slikarka, druga ima pa moške možgane. Ne? Želel si je pa sina. Ljubi moj očka, Eva, bom jaz tvoj sin. Imej me rad, ne, očka. In pa je postala moškinja. Pametna kot sam Satan. Ne. O starosti je kot eksistenčna filozofina dobre tekste pisala. Veliko dobrih tekstov. Ampak ta konceptualna zabloda, kot je drugi spol, ne, to je pa višek enega feminističnega kretenizma, ker ona je zdaj pionirka. Ok, poznamo mi ranjene duše ala Mary Wollstonecraft. Ne, ta ni bila prsmuknjena, ta je bila pa fest pretegnjena. To je upgradeana, prsmuknjena, pretegnjena. Ali pa še bolj prfuknjena. Tukaj je bila Mary Wollstonecraft. Z diagnozo, ne, ta je bila pionirka feminizma sodobnega, ne, ali pa sufražetstva. Ampak dejanske fundamente, ideološke pa naredila Simone de Beauvoir, pa potem tale dec, Judith Butler. To je fest decinja, ne? Lezbika z nekim otrokom, poročena žensko, zdaj provete otrokom. Ne? Ko je rekla Eva Bahovec, citirajoč Simone de Beauvoir, da je bilo za Simone de Beauvoir materinstvo kaznovanje za ženske.
Sperma je bacil, klica. Ne? To piše Simone de Beauvoir. In je Eva D. Bahovec to izpostavljala v svojih predavanjih. Ne sicer v tem ekspozeju. V tem je pa rekla, da je materinstvo kaznovanje ženske, ker ne more karijere delati. Ne ve pa, da biti mati, to je največja sreča, ki lahko doleti žensko, ne zato, ker to more biti sreča, ampak ker to ženska normalna to tako občuti. Simone de Beauvoir v eni sekundi ni obžalovala, da nima otrok. Je pa je neko žensko tam posvojila zaradi kao dedovanja. Ne? Mislim, Simone de Beauvoir je rekla, in tudi Eva Bahovec je tako govorila, da se ženska v seksu, v koitusu, moški tam poriva, ko zmešan, da se premaguje. Da je edini normalen seks je seks med dvema ženskama, med lezbikama, da je to pa naravno. In Eva Bahovec je enkrat v taki priliki, enih 5 let nazaj, rekla, pazite to, da lezbikam zavida lezbištvo, ker tam pa v seksu nobeno ne premaga. Razen bi rekel, če ima ena strapon, pa jo žge. Takih nebuloz, ne, se ne bi smeli tako enoumno širiti po Sloveniji. In jaz se tukaj izpostavljam, zato ker je to moralno prav, ker se kritična misel mora razvijati. Mislim, se mi zdi pa tudi perverzno, napišem knjigo, ne, kupijo pa, ne vem, tam pa tam kdo, ne, tako da imam tam še 500 knjig za prebrati. Ne, za prodati in prebrati, pa podeliti to znanje. Ali pa zdaj, recimo, jutri, pa pojutri, 15. To je četrtek, pa 16. petek. Imam jaz spletno razočarano gospodinjo pri seksologu. Zdaj, meni se je onemogočil, rekel, biznis vse posod. Korona me je dokrajčila, ubila. Jaz sem zgubil, ne vem, 50,000 evrov. In grem na splet in zdaj, če jaz ne bom tam predal dovolj kart, potem bom mi rekel, zdaj pa spoštovani moji feni, kurcvec gleda. Mislim, mi smo tudi nečesa živeti, ne? Zdaj pa vi vsi meni ploskate, knjige ne bi noben kupil, spletno predstavil pa to, če bi bila zastonj na YouTubeu. Ne, 10 evrov je treba plačati. Pejte na Petrol, Eventim, ne vem, kje so še, Pošta in to predavanje, torej komedija. To, če te babe, ki so tole gledale, moškinje, so se šli tole okroglo mizo, da to vidijo, skrb padajo, od gnusa pa kapih zadane. Ne? Zato se mora ta satira, ki je premišljeno skreirana, jaz sem scenarist, režiser in glavni igralec, Sigmund Freud, seksolog, klon med, ne vem, Freudom, Ruglom, pa samim sabo. Ne? In tam se norca delam torej ne iz homoseksualnosti, ampak z te pohote, koliko smo ljudje pohotni. In to je treba, to heteroseksualno, normativno seksualnost predstaviti kot nekaj fajn, nekaj lepega. In to se jaz tam grem s mojo soigralko Moniko Jekler, Lizo Kurc potrebuješ, dober igra, tudi prva soigralka je bila dobra, ta je dublerka, druga soigralka, s to se še bolj štekam. Tako da, lejte, jaz sem se zdaj tole v živo javil, predvsem zato, da se sujem to, kar so se šle, ker mi ni bilo, saj ne bi bil toliko udaren, ni mi bilo pripuščeno, da bi diskutiral na okrogli mizi, je bila bolj štiroglata. In tvegale so, torej ne prvič, že enkrat drugi, sem šel na filofaks, pa čakal, da bom prišel do besede, ja, ne bo razprave. Ne, zdaj je tudi ni bilo in sem tole posnel. Sam, da vam še nekaj povem. Na filofaksu je bilo enih 5 let nazaj planirano ena konferenca, nek filozof, karateist je rekel filozofija in borilne veščine. Društvo za filozofijo športa, bomo to organizirali skupaj na filofaksu. In jaz sem bil eden od plenarnih predavateljev. Imel sem predavanje tanatost ali kastracija v borilnih športih. Ne? Tudi ženskih, če je danes gledal moja storijo, tisto s tako učko, ko je bil še sršen piču učko, žensko pretepačico. Cela konferenca je odpadla zaradi feministk, predvsem Eve D. Bahovec.
je odpadla cela konferenca, na kateri je bilo toliko pa toliko ljudi prijavljenih, zbran datum, ura, soba, vse, 1-2 dni pred datumom so odpovedali konferenco. Zaradi tega, ker sem bil jaz plenarni predavatelj. V tej naši državi, svobodni, demokratični, lari, fari, figico, moji levičari, furajo enoumje, totalitarizem. Pluralnosti ni. Amen. Zdaj pa tukaj ugasno, kje je že končano. Ker imam zdaj telefon, pa še